To je pripoved o vsakodnevni korupciji. O tem namreč preko lika upravitelja, ki je zapravil gospodarjevo imetje, pripoveduje današnji Lukov evangelij. In ko je upravitelj enkrat odkrit, namesto da bi našel pošteno delo, nadaljuje s krajo, a tokrat oplete še druge. Gre za resnično korupcijsko navezo. O tem je spregovoril papež Frančišek med današnjo jutranjo homilijo v domu svete Marte. Pri tem je izhajal iz dnevnih beril. Takšni so res močni. Ko ustvarijo korupcijsko navezo, postanejo zares močni. Celo tako, da začnejo z mafijskim načinom. To je pripoved, vendar pa to ni zgodba. Ni pripoved, ki jo najdemo v knjigah antične zgodovine. Vsak dan jo najdemo po časopisih. To se dogaja tudi danes predvsem s tistimi, ki imajo odgovornost, da upravljajo z dobrinami ljudstva, ne z lastnimi dobrinami, kajti ta je bil upravitelj dobrin drugih, ne svojih. Glede svojih dobrin nihče ni skorumpiran, saj jih brani. Posledično, kar Jezus izlušči v tem evangeliju, je ravno ta večja zvitost otrok tega sveta, glede na otroke luči, večja pokvarjenost. Ti svojo zvitostjo nadaljujejo tudi na zelo vljuden način, v rokavicah. Toda, a obstaja tudi krščanska zvitost? Ma se questi sono più scaltri dei cristiani, ma non dirò perché anche tanti corrotti si dicono cristiani. Toda, če so ti bolj zviti od kristijanov, ne bom rekel od kristijanov, saj se tudi mnogi pokvarjenci imajo za kristjane. Če so ti bolj zviti od vernikov Jezusa, se sprašujem, obstaja tudi krščanska zvitost? Obstaja drže za tiste, ki hočejo hoditi za Jezusom, da ni z njimi takoj konec, da jih ne požrejo živih, ali kot je govorila moja mama, da jih drugi sorovih ne požrejo. Kakšna je torej krščanska zvitost? Torej zvitost, ki ni greh, ampak mi pomaga iti naprej v služenju Gospodu in pri pomoči drugim. Obstaja krščanska prebrisanost? Da, obstaja krščanski nos, s katerim gremo lahko naprej, ne da bi zapadli v korupcijsko navezo.